Pri Žigu Birsi se zdi, da je v enem življenju živel več življenj, predvsem pa, da je bil kaznovan na večjih nivojih. Pred 10 leti so bile novice polne naslovov: vegana umorila hči, hčer izstradala, v zapor nočeta. Danes, 10 let po tragičnem dogodku, smrti njune 8-mesečne hčerke, bomo slišali, kaj se je zares zgodilo, kako je to vplivalo, kakšna je bila izkušnja zapora, predvsem pa boste imeli priložnost, da dejansko spoznate to osebo, njegovo delo, njegovo karmo, njegovo pot. Ob skodelici ceremonialnega kakava, ki odpira srce tokrat, Žiga Birsa. Bo dala kak namen? Kakavo? Ja, ne vem, kaj bi ti dala namen. Kao moški iniciira, pa ženska zaključi, tako da ti začni. Ok, bi pa jaz dal namen, da naj bo vse, kar bo danes izrečeno, naj pade na plodna tla. Ok. Ne bojo informacije, ne bo sam flow, ne bo pretok, ne bo veliko ljubezni, veliko podpore za vse nas, pa praktično tudi za tiste, ko gledajo tole. Ja. Zdaj pa lahko ti zaključiš. Avtentičnost, da si dovolimo biti avtentični, pa da si tudi ljudje, ki bojo to gledali, dovolijo začutiti resnico. Zaradi tega, ker, zdaj uporabljava midva medije, a ne? Tako da je avtentičnost. Na srce, a ne? Na odprto srce, na ljubezen, na mir. Močan je. A ti veš, da Dober. sem jaz zaradi moje nevednosti, ker ne poznam tukaj slovenske scene, dejansko imela priložnost, da te spoznam, brez da bi vedela kakršnokoli predzgodbo o tebi. Predvsem pa, da bi vedela, kaj se ti je zgodilo s hčerko. In sem ful hvaležna za to. Zaradi tega, ker, je bila nula, je bila totalna predzgodba. A se ti kdaj zgodi, da te folk najprej pozna zgodbo, pozna to tragedijo, pa spozna tebe, pa ima že kar neka predvidevanja? Ja, to se skozi dogaja, to je Slovenija. To je dobrodošli doma. To je pač, če so ljudje ene stvari prebrali, pa če te ljudje samo bežno poznajo, že kar mislijo, da vejo, kaj se ti je zgodilo, ne? In je pol, se mi zdi, da dostikrat sploh zaradi tega ne pride pol do srečanj. Ker imajo ljudje predsodke in pol te najrajši ne vidijo. Ker v njih tudi mogoče zbudi en del bolečine, ko jo oni sami nosijo, pa jo niso nikoli predelali. In pol jih spomne, izpolne, pač vidijo eno tragedijo in jih nevede spomne tudi na vse njihove tragedije, ko jih nosijo v sebi, in veš, da je lažje posoditi človeka, pa reči, da ta je tak. Valjda. Pa bež stran z njim, pa pač te stvari, tako nekako se mi zdi, da je to kar slovensko, fejst. Ful se veselim, da bova danes v koherenci, v tem najinem pogovoru, druženju, prišla do tistega dela, kjer boš malo povedal, kaj delaš, kako gledaš, kako dojemaš zvok, kakšno orodje je, pa o enosti in o vseh teh tematikah. Ampak se mi zdi, da bi bilo mogoče najprej, zelo fajn, da po več kot desetletju, odkar se je ta tragedija zgodila, da dobiš ti priložnost, da dejansko poveš, kaj se je zares zgodilo. Ker brali smo dosti šokantne naslove. Še zdaj lahko berete. Še vedno so gor. Vegana izstradala hči do smrti in podobne zadeve. In imaš zdaj priložnost, da poveš dejansko ti, kaj se je dejansko zares zgodilo. Ker mislim, da te noben v medijih takrat tega ni v resnici vprašal, oziroma da ni bilo nekega prostora za to.
Ja, veš kaj, v bistvu ne da ni bilo prostora, bil je prostor, sam jaz sem bil potovčen, pa na tleh. Midva nisem bila sposobna takrat govoriti, pa tudi nekako sva imela priporočila od takratnega odvetnika, da naj ne govoriva z mediji. Pa mogoče bi bilo pametno, da bi takrat govorila z mediji. Mislim, če bi sploh takrat lahko kaj povedala, ne? Ker ko ti otrok doma umre, je ni hujše stvari kot to. Tako da. Kaj se je zgodilo, je bil splet okoliščin, ki še zdaj v bistvu po 10 letih, ali pa še več kot 10 letih praktično, težko sestavim skupaj čisto točno, zakaj se je zgodilo to, kar se je zgodilo, zakaj nam je otrok umrl. Pač bil je najšibkejši člen v verigi, takrat v sistemu našem. In bili smo kar dosti napadeni od raznih ljudi, skupin. Tudi ni bilo podpore doma, mislim od doma, ne, od recimo naših staršev. Tako, je bila večplastna situacija, ker ne moš kar reči, zaradi tega je pa zdaj otrok umrl. Otrok je pač rekli so, da je umrl zaradi pljučnice, ki je pač nismo opazili mi kot starši. Opazili smo, da je nekaj narobe, ampak pa je tako, veš, ti se posvetuješ, pa imaš prijatelje, pa imaš to, pa uno, pa ne ga peljati zdaj zdravniku, pa pride eden, ko je, ne vem, pač izšolan medicinc, pa reče, da je vse v redu, pa kar doma ostanete, pa pol je splet okoliščin, pa nočne službe, pa razne druge stvari, ki ti onemogočajo v bistvu, da bi videl stvari, takrat pa da bi bil skozi zraven, ne. In pol, ko se stvar zgodi, pol je najlažji pač prideti noter pa reči, tole je bilo pa začeti s prstom kazati na človeka, ne, pa reči, okej, ti si bil, ti nisi bil, ne. Zdaj tudi, hvala Bogu, študiram take stvari, ker se izobražujem, ne, že skozi celo življenje. Študiram take stvari, ki so mi nekako dale vedeti, da pač to, kar se je zgodilo, nima z mano kaj dosti. Pač ima z mojo družino, ima z okoljem, v katerem sem bil, ima s hišo, ima tudi z mano, v kakšni energiji sem bil, pa kaj sem bil pač v tistem trenutku sposoben skozi sebe spustiti. Ampak jaz ne bi samo sebi rekel, da sem kriv za smrt svojega otroka in tega nisem bil sposoben na sodišču povedati, ne. Da sem jaz naredil vse, kar je bilo v moji moči, zato da se to ne bi zgodilo. To mi je bilo odsvetovano, da jaz to povem. Veš, da povem, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči in njena mama isto. So take stvari, ko ti rečejo, le bož, da ne govoriš tega, ne. In oni so že vedeli, zakaj je bož, da ne govorim tega, ne. Zaradi tega, ker pol je lažje človeka prikazati krivega. Ne. Tako da... Ampak saj od tega, da se je to zgodilo, pa do tega, da sta pristala na sodišču, je v resnici kar nekaj časa minilo, ne? Ja, je minilo ene 2 leti. Ker sta vidva imela že pol hčerko... Ne 2 leti, ma kje? V bistvu je minilo še več časa. Midva sem bila praktično, otrok je umrl 2010, 2011 sva imela že drugo hčerko in 2012 so nas začeli preganjati, ne. Se pravi, ko se je nama že začelo življenje normalizirati, ko smo že mislila, veš, mislim, jaz sem se že tako pripravljal, sem že delal na eni privat šoli, pa vse, pa sem mislil, ajde, se bo šlo vse skupaj naprej, čeprav takrat še ni, nekako nam ni, zaradi vseh teh stvari, ko so se dogajale, nam ni bil omogočen čas za žalovanje. Okay. A veš, kaj je življenje to kompleksno, da ti v bistvu nimaš časa reči, okej, zdaj bom pa žaloval, zdaj bom pa malo se odrezal, malo se zaprl pred svetom, pa bom malo sam s tem, kar čutim. Ne, tako da v bistvu to žalovanje, ne vem, ne bi si upal trditi, da je že konec tega, ne. Pač še zmeraj kdaj pridejo momenti, ko pač žaluješ, ne. Pa tudi dejansko sej otrok je.
je še zmeraj tle. Ni, da bi šel kam, pač je del tega. In tudi iz vidika postavitev sistemskih ali pa družinskih, kakorkoli, ne smemo pozabiti na tega otroka. Ne? Ampak sploh si ne predstavljam, recimo, ko se je začelo to dogajati, ko so začeli prihajati taki naslovi ven, a ne? Ki so predvsem dost nakazovali tudi, da je bil srž problema dejansko način prehranjevanja, ki pač ni vseboval mesa pa živalskih stvari. Priporočila itak so že, kolikor jaz vem, čisto uradna, da brez mesa, živalskih stvari vsaj do 12. meseca starosti. Tako da jaz mislim, da mi proti nekim tem priporočilom nismo nikoli šli. Problem je bil samo to, da smo napačnim ljudem povedali napačne stvari in to je pač policistu, ne vem, omeniš veganstvo, v liški oglednici omeniš veganstvo, na sodišču omeniš veganstvo, oziroma so ga pol itak oni omenjali, ne. Veganstvo itak je beseda, ki v resnici nič ne pomeni. Vegan, ko je to? To nima stika z ničemer, to je brez veze. Mislim, če že bi bilo rastlinojedec. Tako da iz tega vidika se mi zdi, da je bil mogoče malo iz najine strani sva naredila veliko enih napak. Potem tudi, ne, ker nisva bila pripravljena, nisva imela priročnika pri sebi, kaj narediti v primeru, da se te lotijo mrhovinarski novinarji. Tega ni bilo takega priročnika, da bi jaz lahko rekel, okay, pa da bi imel človeka poklicati pa reči, alo, kaj ne naredim, strokovnjaka, da bi jaz vedel, kaj narediti. Si na milost, ne milost prepuščen, plus tega pa potolčen. Mene je ta smrt mene potolkla, ne. To ni nekaj, kar bi jaz bil, fajn, otroka smo se znebili, ni to tako. Pač, in zaradi tega tudi nisem mogel reagirati, zaradi tega se jaz nisem mogel postaviti v svojo moč, pa reči, alo, tako pa tako je bilo. Pač puste nas na mir, nese nam v življenje noter. Ne? In oni, ko so pa se mi zdi, ko so videli pa veganstvo, je bilo pa super izhodišče, super iztočnica, da lahko se gre neka vojna proti rastlinojedcem, ne? Ki ne vem, zakaj mora biti v vojni, ker, saj sem srečal dosti nekih rastlinojedcev, veganov, ne? Ki pač na dosti nasilen način širijo svoje prepričanja o hrani, o tem, kako bi mogli biti, pa o tem, kako bi ta svet mogel biti. Tudi jaz sem bil v enem trenutku tak, da sem pač dosti pamet solil ljudem. In mogoče v enem obdobju, glih v tistem obdobju, ko je v bistvu hčerka tik prednje odšla, sva midva naredila eno veliko napako, za katero sva se zavedla šele potem, ko je bilo že vsega konc. In to je bilo, da sva dala dejansko, da sva dovolila, da je novinarka Dela objavila o naju članek o naravnem rojstvu. In zraven je prišla tudi slika, pač fotografija iz naše dnevne sobe na streh. In na ta način je v bistvu cela Slovenija videla nekaj, kar še ni bila pripravljena. Na kak tak članek ljudje niso bili pripravljeni. Dvomim, da so v tem trenutku pripravljeni ljudje slišati stvari o naravnem porodu, o tem, zakaj je boljš, ne vem, doma roditi, zakaj je boljš te stvari, ne, zakaj ni bolnica vedno čista prava rešitev. Je boljš, ampak še vedno... Vem, da je boljš, ker spremljam, pač še zmeraj spremljam to področje. Je boljš, se strinjam, ampak 2010 smo bili zabačeni. Zabačeni in še zdaj smo zabačeni. To sem jaz razmišljala, jaz sem rodila 22 in mislim, v trenutku, ko ti poveš, da si naredil neki stvari izven sistema ali pa mogoče majčkeno drugače, imaš ful več pozornosti in dejansko pozornosti, ko boš zdaj naredil narobe, zato da ti bojo dokazali, da si res... Da si šel mimo.
Kar je zanimivo, ker recimo, ne vem, jaz, ko sem bila 3 mesece noseča, sem se začela pripravljati na porod doma. Vsak teden je bila tlele ženska, s katero sem potem dejansko rodila, ogromno nekega izobraževanja in vsega. Ko sem pa itak povedala, da sem placento pojedla, sem bila pa povsod, da sem satanist. A ne? Na tem nivoju smo 2022 bili. Vem. In pa sem razmišljala, kaj je bilo šele 20, a ne? Isto, še hujš. Po moje veliko hujš. Jaz sem pač prvič za naravne porode slišal, ne vem, okoli leta 2000. 2004 sem se šel v London v bistvu izobraževati. Ampak, ko rečeš naravni porod, to folk misli, brez epiduralne v bolnici. Ne, naravni porod v smislu neasistiran porod, kjer pač ni ničesar, kar smo pač mi navajeni v bolnicah in kjer je pač enostavno mama otrok, kjer je pač toliko podpore, koliko je človek rab, kjer je človek, tako si rekla, pripravljen, ne, se pravi nisi. Redkim se zgodi naravni porod, čisto po naravni poti v smislu spontano. Ampak jim tudi reče, da so srečni, zato ko se jim zgodi v avtu ali pa pač nekje tak, ne. Mislim, dobro, se sem imela torbo za bolnico, če bi bilo treba pripravljeno, ne, na vse scenarije, ampak se otrok zbira na nek način, kako želi priti na ta svet. Ja, in tudi kraj zbira konec koncev. Ja. Od tam je pa ona fotka prišla, ko je bila od tam je tista fotka iz naše dnevne sobe prišla in dejansko delo je imel pač, so imeli dovoljenje, da lahko to fotko objavijo, ampak za ta članek, ne za članke o tem, za kar so naprej uporabili. Pa so pa oni sam to fotko, ko se je pa to zgodilo, so pa sam to fotko uporabili in so pa sam naprej dali, ne. Jaz bi si upal trditi, da v Sloveniji pač v tem trenutku zdaj ni urejeno to, ne, ker pač ti, jaz ne rečem, ljudje v tistem trenutku so se prestrašili, že sam način, koliko so nas obravnavali, recimo policisti, način, koliko so nas obravnavali na splošno, ko te v bistvu obravnavajo, ko te napadajo, ko te praktično začnejo obtoževati pa spraševati, ne vem, jaz bi rekel, da so celo sumili, da smo otroka, ne vem, žrtvovali ali da smo nekaj naredili, kar bi bilo. A veš, tako, toliko davč je šlo, toliko davč je dejansko, to so sumi, ne, pač kot sumijo, otrok je bil žrtvovan, otrok je bil ne vem kaj, kaj smo z otrokom delali, samo zato, ko je ena tam zavohala neke dišeče palčke v zraku. A veš, to so pač slovenski te predsodki, zato sem prej rekel, dobrodošlo v Sloveniji, ko to človek zavoha dišečo palčko, pa kar misli, da se dogajajo črni obredi, pa črna magija. In jaz sem tako, tebi se črna magija se ti dogaja na sodišču, pa pred očmi tule na televiziji se ti dogaja črna magija, nič ne diši po palčkah, pa nič ne boš vedel sploh, da se ti dogaja, ne pa tole dišeče palčke, pa črna magija, pa take stvari skupaj. To so enostavno ljudje s predsodki, pa z strahovi in enostavno pol, ko enkrat to butne ven, ko je butnalo v takem obsegu ven, ko je v našem, pač mi smo prosili, če bi lahko bil primer zaseben, da se ne bi o tem govorili. Sam ni bilo to v interesu. In tudi še zdaj jim ni, da se ne bi o teh stvarih govorili. In tudi recimo, ne vem, Google ne bo dal člankov dol. Jaz sem jih prosil, lepo sem jih prosil, tudi te, ko zdaj v tem trenutku, ko imajo še v tem trenutku objavljene članke gor, ne, noče dati dol. Zaradi klikov. Zato, da folk klika, pa zato, da to berejo. Ker so pač pompozni naslovi in ljudje to berejo. In jim je, ne vem, jim je fajn, ne vem, komu je fajn, ko to bere. Veselim se vsega, kar se bo skreiral še naprej. Hvala tudi tebi, Una, da si pomagala nama držati prostor. Super, ima greh tebi, ima greh meni. Ja, odvisen kdo rab kaj, veš, v danem trenutku. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa tole je bila rubrika Koherenca znotraj oddaje Klepet ob kavi. Še kakšne druge pogovore lahko najdete na spletni strani klepetobkavi.si, kjer bomo zapisali tudi en povzetek ali pa neke ključne misli, ki jih je danes Žiga Birsa delil z nami. Poglejte, širite naprej in če začutite, sporočite še komu, da tale pogovor obstaja in podelite stvari v svojo skupnost v resnici. Ja, in življenje vas vidi in vas ima rado. Lepo. Hvala ti.